14 svetnikov je v občinski svet izvoljenih neposredno, ostalih 9 posredno. Občina je namreč razdeljena na 3 volilne enote, v veljavi pa je proporcionalni volilni sistem s svojimi pravili. Delo iz prejšnjega mandata bo nadaljevalo kar 13 svetnikov. Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan Valjavec, magister Alojzij Tršan, Uroš Medar, Marjeta Jamnik, Ladislav Vidmar in Dominik Bradeško iz liste Nejca Smoleta. Stanislav Ulanec in Ines Iskra iz nestrankarske liste Sotočje, slednja je prejela tudi največ preferenčnih glasov, kar 60, Leon Marjasec iz stranke SDS, Mirko Javoršek iz liste Nova Slovenija in Dragan Đukić iz Zelenih Slovenije. Povratniki v občinskem svetu po mandatu premora so 4. Saša Rožič iz liste SDS, Štefan Čebašek, nekdaj predstavnik SLS-a, sedaj na listi Zelenih Slovenije, magistra Zvonka Hočevar, nekdaj predstavnica Desusa, sedaj liste Nejca Smoleta, Katarina Galov, nekdaj predstavnica nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, sedaj nestrankarske liste Sotočje, ki je na volitvah prejela enako število preferenčnih glasov kot Matejko Trampuš, vendar je žreb odločil v njeno korist. Dobili pa smo tudi 6 novincev. Nov obraz v občinskem svetu je edini predstavnik socialnih demokratov Milan Šobat, Luka Čukajne iz Nove Slovenije, najstarejša članica tokratnega sestava Jožefa Rotovnik Jaklič iz vrst Slovenske demokratske stranke in 3 predstavniki liste Nejca Smoleta, Mojca Murnik in Anže Jenko ter Ana Weber, najmlajša člana občinskega sveta v tem mandatu. Najmlajša člana te liste v prejšnjem mandatu, Ana Barle in Roko Govšek, vnovič nista bila izvoljena, čeprav sta kandidirala. Podobno tudi Nada Prešeren, Mateja Kuhar Bizjak, Stanislav Maren in Ivan Špenko, čeprav je slednji dobil kar 58 preferenčnih glasov. Za stol v občinskem svetu pa se sploh niso več potegovali svetnica z najdaljšim stažem Darinka Varovšek, Špela Kolarič, Mirko Varovšek in seveda Tomaž Kuralt, ki je dodobra zaznamoval prvo leto prejšnjega mandata, potem pa na seje sicer hodil, vendar ni razpravljal in ni glasoval.